Kot verjetno veste, jaz sem član odbora za kulturo in šolstvo v Evropskem parlamentu, ki se ukvarja tudi z mladino in pa z športom. Sem pa tudi nadomestni član odbora za kmetijstvo. To je eden izmed najpomembnejših odborov v Evropskem parlamentu. Tudi sestava je perfektna, ne samo, da jo sestavljajo ugledni, preizkušeni kmetje, ampak tudi zelo izobraženi tudi univerzitetni profesori. Skratka, gre za en gremij, ki po novi ustavni pogodbi lahko vpliva in močno tudi dejansko vpliva na naslednjo kmetijsko politiko. Govorimo o spremembi kmetijske skupne evropske politike, ki bo začela veljati s 1. leta 2014 in bo veljala pač v celotno finančno perspektivo. Zdaj pa, kakšne spremembe nas čakajo? Najprej, čisto mogoče stavek 2, kot veste, se je skupna evropska kmetijska politika že začela, je stara 50 let, letos smo Abrahama, tako kot jaz. Morda so začeli že kakšno leto prej s pripravami, cilj pa je bil, da se Evropi prepreči lakota, torej da se zagotovi dovolj hrane. Najprej je začela majhna skupina držav, potem se je vedno več držav združevalo v kmetijski politiki in je dosegla fenomenalne rezultate. Evropska unija je že v 70 letih imela nekatere presežke na posameznih področjih. Torej, začeli so združevati denar, kot se temu reče, malo so se razdelili delo in je uspevalo. In tudi proračun je na začetku bil izjemno velik. Še leta 1985 je šlo skoraj 3/4 evropskega proračuna samo za kmetijstvo. Skoraj 3/4. Potem pa je začelo iz finančne perspektive v finančno perspektivo to padati, tako da imamo danes, oziroma predvideva se za bodočo novo finančno perspektivo okrog 37%. Danes je okrog 40%, s tem, da se je razmerje med tako imenovanim financiranjem, plačevanjem iz prvega stebra in drugega stebra, kasneje bomo malo povedali, kaj to pomeni, je nekako razmerje 3:1. Mislim, da je kar precejšnja sinergija med Evropsko komisijo pa med Evropskim parlamentom, zdaj, ko se pripravljajo nove izhodišča. Cilji so približno ostajajo enaki kot prej. To pomeni, da mora biti hrana varna, zdrava, namenja se tudi veliko denarja za laboratorije in tako dalje. Evropa ne bolj nadzoruje varnost prehrane, da je hrana zdrava. Veliko bolj kot ostale regije v svetu. Torej, da je hrana zdrava, da je cenovno dostopna in da seveda se zagotovijo tudi nekatera pravična plačila za tiste, ki proizvajajo, torej za kmete. Nisem prepričan, da je slednji cilj dosežen. Več ali manj se tako podatki kažejo, recimo od leta 1985 naprej cena energentov, energije, ki se porabljajo v kmetijstvu, povečali za 220%, cene kmetijskih proizvodov pa smo za 50%, surovine pa za okrog 160%. To pomeni, da so precejšnje škarje in da se ta hip v Evropi s kmetijstvom, vse v ekonomskem smislu, ne splača preveč ukvarjati. No, so pa zato nekatere intervencije in pa nekatere plačila iz prvega stebra, pa tudi projekti za razvoj podeželja iz drugega stebra taki, ki vendarle ohranjajo kmetijsko proizvodnjo na dovolj zanesljivi ravni. Tako da imamo dovolj, tu pa tam včasih pride do kakšne asimetrije na trgu, pred leti je bil problem z mlekom, ker je preveč padla cena. Ampak vendarle mislim, da je evropsko kmetijstvo pred enim velikim problemom. Ta problem deli tudi Slovenija z njim. To je premalo mladih v kmetijstvu. Jaz sem z skupino mladih v Sloveniji vodil Robrek, pa tudi z mladimi iz drugih držav, Irske, Nemčije, Nizozemske, Francije. Vredno vsako prihajajo v meni Evropski parlament, jaz sem pomagal organizirati in nudim vso logistiko za pripravo njihovih konferenc, kjer se ukvarjamo v glavnem z naslednjimi temami. Kako narediti kmetijstvo bolj atraktivno za mlade, kako jim omogočiti
recimo tudi za lažji prevzem kmetij, kakšne ukrepe je treba uvesti in podobno. Moram reči, da tudi nova kmetijska politika v sebi izhodišču ponuja nekaj novega, ne? Tudi za mlade kmete, nove sheme, tudi za kmete začetnike, če so stari po 40 let, jim omogočijo 5-letno podporo in podobno. Tudi v Sloveniji imamo vse 3 ukrepe, ki bi morali spodbujati, da bi se mladi čim aktivneje in bolj množično vključevali v kmetijsko proizvodnjo, pa se ne. O tem bom kasneje več spregovoril Rok. Problem je v tem, da imamo v Sloveniji poprečno še manj mladih, starih od 35 ali pa 40 let, kot je to v Evropski uniji. Tam je okrog 6%, nas pa okrog 4%. To so pa že hudi problemi. Velika večina je starejših nad 65 let, kar pomeni, da bomo morali v Evropi nekaj narediti, če bomo potem imeti normalno preskrbo za hrano. Sicer je evropsko kmetijstvo dokaj odprto. Približno 40% izvažamo, pa tudi 40% uvažamo iz svetovnega trga. Pogoji pridelovanja v Evropi pa so bistveno težji kot recimo v Ameriki ali pa v kakšnih drugih regijah. To so tudi kmetije male, 12 hektarjev recimo povprečna kmetija, uspešne kmetije so seveda bistveno večje v Evropski uniji, v Ameriki pa 180 hektarjev, to pomeni, da tam veliko lažje in ceneje pridelujejo hrano. Imamo pa seveda še nekatere prednosti, zato ker smo kontrolirali bolj kmetijsko proizvodnjo, imamo boljše prst, boljše vodne vire, vode imamo še zaenkrat v Evropski uniji dobro, prst je manj uničena kot recimo v Ameriki, tudi to je ena taka primerjalna prednost. Predvsem za nas potrošnike pa pomembno to, da se kakovost hrane nadzoruje. Imamo največ laboratorijev, morate vedeti, da v svetu od vseh pridelanih, proizvedenih antibiotikov, jih 52% ne prijemo ljudje. Torej, pojejo živali, preko njih tudi mi. Dobro veste, zakaj, zato hitreje potem živina odrašča, hitreje raste in to je velik problem v svetovnem kmetijstvu. V Evropi je nadzor veliko večji, medtem ko v Južni Ameriki ali pa v drugih bolj revnih državah ali pa predelih sveta pa ne. Zato bomo, po mojem prepričanju, v prihodnosti v Evropi jedli sicer bolj zdravo hrano, bo pa nekoliko dražja. Bo pa zagotovo dražja, kot bi se lahko kupila na svetovnih trgih. Slovenija ima problem. Največji problem slovenskega kmetijstva je pa samooskrba. Prvič imamo težavo s tem, da imamo premalo obdelovane zemlje. Mislim, da s Finsko smo nekje na repu. Drugi problem pa je ta, da opuščamo proizvodnjo. Tudi tam, kjer bi lahko imeli malo več proizvodnje, močno opuščamo. V zadnjih letih je problem predvsem na področju zelenjave. Neko smo imeli ogromno dobro razvito področje zelenjave, danes ne, tudi sadjarstvo dobro razvito, danes manj. Verjetno bo kasneje gospod Naglič povedal malo bolj točne podatke, ampak to, kar imamo ta hip zadovoljivo, je govedina, mleko, morda jajca, ne, zagotovo tudi jajca, potem pa že nam zmanjka in to je slabo. Jaz mislim, da smo res leta, ne vem, pred drugo svetovno vojno smo cveteli tudi na kmetijskem področju, kasneje smo z različnimi formulami uničevali slovensko kmetijstvo in v zadnjih 20 letih pa ga nismo uspeli rešiti dovolj. Kmetijstvo vendarle je več ali manj zasebna dejavnost. Če greste na Bavarsko, ki je primerljiva Slovenija, vidite velike kmetije, ki so družinske kmetije, družinska podjetja, seveda zasebna. In država ni bila nikoli dobro gospodarja, tudi na področju kmetijstva ni bila. To se nam je večkrat dokazalo in izkazalo. Kaj narediti, da bi povečali samooskrbo? Verjetno se da s sistemskimi ukrepi to narediti. Ampak ne bi bili dovolj. Mi bi morali tudi kot potrošniki usmerjati ali pa spodbujati revitalizacijo slovenskega kmetijstva. Na kak način? Tako, da bi kupovali lokalno, domače, pa sezonsko.
tudi sami s svojimi prehranjevalnimi navadami bi lahko vplivali na to, da se kmetijstvo ponovno oživi na Slovenskem. Tudi razne bioelektrarne nam lahko spremenijo strukturo kmetijstva, zato ker zahtevajo ogromno nekih vhodnih surovin, zlasti koruze in podobnih kultur, in potem seveda za denar so kmetje pripravljeni proizvajati zgolj eno kulturo in samo to. Skratka, slovensko kmetijstvo je šibko, že samo po sebi, ker imamo malo predelovalne zemlje, pa še druge stvari vplivajo na to. Tudi vprašanje je, ali je sama pomoč, ki prihaja iz Brusla v okviru skupne kmetijske politike, pozitivno vplivala na samo skrbo. Vam povem, da zagotovo ne. Morda za dober položaj ali pa solidni položaj predelovalcev, ali kmetov, ne pa na večjo proizvodnjo. To pa zagotovo ne. Tako da skupna kmetijska politika v Evropski uniji podpira istočasno tudi vrsto drugih vprašanj. Pravična plačila, recimo v prvem stebru, tudi za Slovenijo, zelo pomembno vprašanje. Tisto, kar je dobro, so zadnji zemljevidi, ki smo jih v Bruselj poslali iz področja omejenih možnosti predelovanja. Tukaj kaže, da bo Slovenija dobila 80.000 hektarjev več odobrenih teh območij in seveda posledično tudi veliko več denarja za to. Dobro je, da se odpirajo sheme za male kmete. To pomeni, da bodo mali kmetje lahko dobili pavšal od 500 do 1000 evrov na kmetijo na leto. Tudi to je recimo en dober vir za koga in pa tudi dodatne sheme za mlade kmete začetnike recimo. To so neki dodatni viri, sicer pa ne vidim nekih velikih koristi ali pa novosti za slovensko kmetijstvo, ki ga prinaša nova kmetijska politika Evropske unije. Spremembe bodo deležni bolj te vzhodni rok držav, nove članice Evropske unije, ki so bile doslej slabše plačene, recimo po hektarju iz prvega stebra, Estonija recimo 90 evrov na hektar, recimo Luksemburg pa 600 evrov. To meni šlo je za izrazito nepravično plačilo iz prvega stebra. Tudi, če bi vsem enako plačilo, ne bi bilo pravično, glede na to, da imamo različno konfiguracijo tal in pa različne pogoje za kmetijstvo. Ampak vendarle, nekatere države so bile malo zapostavljene, druge pa so bile privilegirane. Tudi nekateri veleposestniki so bili privilegirani. Tudi elektrogospodarstva, cerkve ali pa drugi kakšni veleposestniki, ki so imeli nad ogromno, recimo hektarjev, bodo sedaj izgubili določene dohodke, najvišji dohodek bo 300.000 evrov. To pomeni, nekateri so pa zdaj služili nekaj milijonov evrov na leto. To pomeni, da bo izpad pri velikih velik. Vse to pa bi se moralo rezultirati pri majhnih, oziroma da se bo malo bolj pravično razdelilo plačevanje na hektar, ki ga kmeti dobivajo že danes. Tako da morda še o novostih magister Naglič več, pa Rok, ki bo poskušal pojasniti, kaj narediti z prihodnostjo slovenskega in evropskega kmetijstva, da bo se več mladih odločilo za kmetijsko dejavnost. Ko smo se pogovarjali že parkrat v Bruslu, in ko vidite mlade kmetovalce, ko pridejo na obisk v Evropski parlament, je to prav zanimiva zgodba. Zgledajo popolnoma urbani, kot vsi mladi iz mesta. Ni več tako velikih razlik, jaz pravim, včasih je bilo urbano, pa podeželsko, so bile kakšne precejšnje razlike, tudi v subkulturi mladih. Danes praktično ni več, bohančke, recimo frizure moderne, praktično bi težko ločiš, ali prihaja iz kmetov ali iz mesta. Tudi kvaliteta življenja na vas je danes bistveno boljša, kot je bila včasih to. In jaz sem prepričan, da tudi kakovost življenja na kmetiji postaja precej boljša kot v kakšnih blokovskih naseljih. Ampak kljub temu to ni dovolj očitno. Počasi bo treba to spoznanje prodreti, da je res tako, da bodo mladi videli,
tudi v kmetijstvu atraktivno dejavnost, ne gre samo za denar, za zaslužek, ampak mora biti zadeva tudi in atraktivna, da se mladi lotijo. Ne bo toliko za moj vod, potem pa lahko povem še kakšno stvar tudi nasploh iz življenja Evropskega parlamenta, pa iz Evropske unije, ampak rad bi, da bi najprej obdelali malo bolj to področje.